No, moji prvi spomini segajo v moje rano otroštvo. Mi smo bili razpeti med Ljubljano in med Poljanami, njegovim rojstnim krajem, na katerega je bil zelo navezan. In ker smo bili v Ljubljani v stanovanju, je bilo tam malo prostora za slikanje in si je želel vrniti v Poljane in je naredil leta 1954 bivalni atelje, kjer je lahko potem v miru ustvarjal, slikal. Tako da nekaj časa je delal v Poljanah, kar pa je bilo ilustracije, pa večinoma v Ljubljani. Jaz sem bila večinoma zraven njega, ker takrat še ni bilo vrtcev, da bi otroke dajali v vrtec. Jaz sem imela pa to srečo, da je bil oče svobodni umetnik in je delal doma. Tako da sva bila veliko skupaj. Potem pa vsa poletja sem preživela v Predmostu, to je del Poljan, kjer je ta njegov atelje. In mama je bila v službi in je občasno hodila k nama. No, v drugem delu Poljan, v Hotovlji, kjer je bil tudi on rojen, sta bila še staroče in stara mama. Mama je kuhala in vsak dan sva midva morala priti točno ob 12 na kosilo. In oče je bil zatopljen v delo in vedno je zvonil zvon v cerkvi 12, ko sva midva še hitela do stare mame. No, večkrat sva pa šla tudi zvečer tja. No, in je bila že pol noč, jaz sem bila še majhna in se spomnim, da vsakič me je na štupi rami prinesel potem domov. Tako da to so bili lepi časi. Veliko smo hodili v naravo, do živali, veliko smo hodili v hribe, predvsem v te okoliške, Ratitovec, Blegaš, Porazen, Stari Vrh. No, velika njegova ljubezen očetova je bilo pa smučanje. No, in še mene so, ko sem bila še čisto majhna, so me dali na smučke in smo šli recimo pol malo kasneje že peš na Krvavec. Takrat je bila samo ta gondolca do sredine, na vrh, če smo se hoteli pa smučati, smo morali iti pa peš. In neštetokrat mi je zanohtalo v noge, ker ni bilo ta pravih čevljev in sem toliko jokala. No, pol oče je zelo rad igral ping-pong, odbojko so igrali, pozimi tek na smučeh, no, samo to je bilo pa kasneje. No, in meni so tudi to smučanje, sem zaradi tega vzljubila, tako da sem pol nekaj časa celo tekmovala in potem kasneje tudi učila smučanje. Sem bila veliko z njim, on je veliko delal, on je bil zelo delaven človek, delal je cele dneve, delal je ponoči, tako da videla sem, kaj ustvarja in da je pa umetnik, slikar, sem pa vedela, ker je bila vedno polna hiša prijateljev, kolegov iz akademije, ki so bili prijatelji, in pri nas je bila zmeraj odprta hiša za njih, ali v Ljubljani, ali so prihajali v Poljane, recimo Civha, Vidic, Omerza, Cita Potokar, pozneje tudi Logonder.
pa na počitnice so hodili v Poljane tudi Vida Fakin in njen mož Igor Torkar, tako da smo bili res zelo povezani. No, oni so skupaj študirali in so bili res zelo dobri prijatelji. Vidic je potem šel v Maribor in je imel družino, hčerko Barbaro, sina Matjaža. No, in mi smo vsako leto, najmanj enkrat smo šli na obisk za par dni, no, in mi smo se tudi otroci dobro razumeli, tako da smo se fajn imeli. Cilha pa je bil takrat že sam in je sam hodil, predvsem ker on je bil pač tudi Ljubljančan in je hodil v atelje in so tam sta skupaj delala in je bil kar velikokrat dalj časa. No, potem je pa leta 1959 je šel pa v Burmo za 2 leti v Rangun, no, in se prav spomnim, jaz sem bila stara 9 let in smo imeli eno veliko poslovilno zabavo, no, in vem, da je bilo polna hiša, prišlo je prijateljev ogromno, no, tako da to mi je ostalo v spomin, čeprav sem bila toliko 9 let šele stara, ne. Ko sem tudi odraščala in sem videla, kako res ustvarja, sem bila ponosna na to, kaj vse je naredil, koliko je naredil v različnih tehnikah, od slikanja do grafike, do ilustracij, nenazadnje tudi freske in pa mozaiki, ne, tako da to je bilo res in poleg teh tehnik še različni žanri, ne, od pokrajine do kmečkih ljudi, do nenazadnje tudi vojne tematike, ki ga je zelo zaznamovala in je to še dolgo časa bilo v njemu, da je tudi te grozote vojne upodobil na svojih slikah. Kurirski postojanki TV14 so rabili enega risarja in so ga vpoklicali, naj pride v Kočevski Rog. No, in tam so imeli najprej eno zasilno tiskarno, kjer so tiskali te partizanske časopise, so pa potem zbirali material in so potem naredili eno večjo tiskarno, ki so jo potem poimenovali Tiskarna Urška 14. No, potem je tam kar nekaj časa delal. No, mama je pa bila iz Štajerske doma in je prišla v Ljubljano že veliko pred vojno. No, in ko se je vojna začela, je pa bila v Ljubljani kurirka, se je že zelo zgodaj vključila. No, ampak sredi leta 1943 so jo pa izdali in so jo tudi italijanski karabinjeri so jo iskali in so jo potem skrivoma odpeljali v Belo krajino, kjer je bilo pa že, mislim, da že svobodno ozemlje. No, in potem je tam spoznala, ne vem točno kje, sta se spoznala, so skupaj delali, no, in 1. aprila 1945, to se pravi malo pred koncem vojne, sta se pa poročila. Poročila sta se pa tudi
Alenka Gerlovič in Vito Globočnik, ki pa je na žalost kmalu po vojni umrl. No, ampak kljub temu, da so bili te časi vojni, so vseeno imeli praznovanje, svečanih oblek pa jasno niso imeli, ampak so pa za neveste so pa sešili obleke iz vojnih padal. V spomin na tiskarno Urško sem dobila jaz tudi ime. Kdo pa je bil tisti, ki je mi dal, ki je dal pobudo, pa ne vem. Predvsem v Ljubljani, ko je bil, je on večinoma delal ilustracije. No, jaz sem pa imela en tak majhen stolček, brez naslanjala, pručko, na njej sem imela te vodene barvice, no in sem delala z njim po svoje, ampak on je bil toliko pedanten, da je vsako mojo sliko je spravil, datiral in jaz imam teh vse, nekaj sem jih tudi okvirila, nekaj in jih imam cele kupe. So pa večinoma iz mojega 4. in 5. leta. Takrat sem bila najbolj ustvarjalna. No, pol, ko sem pa v šolo šla, sem pa veliko manj delala. Oče je rekel, da zato, ker so me učiteljice pokvarile. Zelo rad je delal za otroke, bodisi ali so bile knjige, vsaki številki Cicibana, Pionirja, Pionirskega lista je bilo sigurno, so bile tudi njegove ilustracije. No, ampak kljub temu, da je bil zelo pedanten in redoljuben, je vseeno mu včasih zmanjkalo časa. No, in je bila že večer, ko bi moral on to oddati, pa je glih komi dokončal, včasih je bilo še vse mokro. Pa je bila pa v tem bloku, ko smo mi stanovali, je bila ena gospa Zagorski, ki je bila v Mladinski knjigi v službi in je bila odgovorna za te ilustracije. No, in sem jaz, ta zadnji moment sem zmeraj nesla k njej, je meni rekel, nesti te ilustracije tja. Po nekaj času premora smo se spet srečali, ko je bila rojena moja hči Tina. No, in zato je predvsem zaslužen moj mož Marko. No, ko se je pa še rodil sin Marko in ko sta odraščala, sta velikokrat tudi pri njih bila na počitnicah. No, in enkrat, ko je že bil 12 let star Marko, je prišel domov in je prinesel ene 3 slike, ki so bile osupljive za njegova leta, osupljivo dobre. No, in takrat smo vedeli, da bo on šel tudi po njegovi poti in da bo slikar. Ko smo se preselili v hišo v Zgornji Kašelj, je prišel prvič na obisk in je rekel, tukaj pa vem, kaj bom prinesel vam naslednjič za darilo. No, in on večinoma ni maral zelene barve, imel je pa en osnutek na enem platnu v temnozeleni barvi in ga je postavil na stran, potem pa je narisal še eno siničko, enega ptička in naslednjič je prinesel to darilo, ki je bilo pa zelo lepo in je zelo pasalo v našo dnevno sobo, kjer smo imeli temnozeleno pohištvo. Sem
vesela, da je toliko enih stvari naredil, toliko različnih stvari, in vse so mi zelo drage in vse tiste, ki jih imam obešene, visijo in z veseljem jih pogledam, kadarkoli pridem v tisto sobo. No, najbolj sem pa ponosna na moje portrete, ki jih je naredil. Mislim, da sem zdaj še eno odkrila in jih je 11 in čez 100 sigurno risb. In te risbe imam še tudi vse spravljene, te so večinoma iz te zgodne mladosti. Portreti so nekaj tudi starejšega datuma, no, in te imam tudi vse obešene, ne. On je bil tako dobrega srca, on je imel rad ljudi, on je zmeraj je bila hiša polno ljudi in on je imel zmeraj ene par takih majhnih ali kakšno rožo ali kakšnega ptička, je imel zmeraj na mizi in večinoma vsak, ki je prišel, je šel s kakšnim ptičkom ali pa z rožico domov. Tako da je bil res zelo, zelo radodaren.